Kolega Zlatko Kvržič, ste pripadnik vojaške zdravstvene enote in ste glavni zdravstvenik Slovenske vojske in nedavno ste prejeli svetovno nagrado International Trauma Life Support za najboljšega inštruktorja leta 2022, smo lahko prebrali. Ampak prvo vprašanje, kdaj ste vedeli, kaj bi radi počeli? Ste morda tudi vi najprej želeli biti gasilec ali policist? Dobro vprašanje. Moja želja po upravljanju zdravstva sega že dejansko v zelo mlada leta, ko sem bil v osnovni šoli. Takrat sem imel željo, kot vsak mladostnik, po nošenju neke uniforme in vsa ta tri poklica so častna, so zelo plemenita. Jaz sem se odločil za zdravstveni poklic iz preprostega razloga, ker enostavno sem čutil to potrebo, da se ljudem pomaga. Kot gasilec pa delujem v prostovoljnem gasilskem društvu PGD Lavrica, tam so bili moji začetki gasilstva. Vse tri poklice pa neizmerno cenim in spoštujem. Torej, če se vrneva k nagradi, za katero nagrado gre in zakaj ste jo dobili? Nagrada ITLS, to International Trauma Life Support, je nagrada za inštruktorja, ki educira skozi leta zdravnike in reševalce, ki delujejo v prehospitalnem območju. Ta nagrada je nek pokazatelj, da delamo v pravo smer. Jaz jo ne doživljam zelo osebno, v smislu Zlatko Kvržič je zdaj najboljši, ampak sem jo prejel v imenu vseh inštruktorjev, ki delujejo v Sloveniji in po svetu, od katerih sem se dejansko skozi leta učil in preko njih so oni na nek način vplivali na mojo osebno profesionalno rast. Je pa sigurno pokazatelj, da delamo v pravo smer in včasih štejem, da sem preko te nagrade tudi postavil Slovenijo na svetovni vrh na zemljevidu. Zlatko Kvržič, lahko z nami delite kakšno konkretno življenjsko izkušnjo ali dve, ki vas je utrdila v prepričanju, da je potrebno ljudi osveščati glede nudenja prve pomoči? Raziskave v Sloveniji glede tega so kar malo zaskrbljujoče. 1,5%, nedavna raziskava je pokazala, da 1,5% laikov pomaga, ko je življenje ogroženo. Jaz sem imel tudi veliko tovrstnih izkušenj, kolikokrat so laiki dejansko pomagali, ko je bilo to potrebno. Imel sem sam izkušnjo kot laik že v srednji zdravstveni šoli. Ko sem na poti v šolo, zraven mene na prehodu za pešce je oseba doživela epileptični napad, kjer sem potem po najboljših takratnem vedenju ukrepal, sem ga obrnil na bok, čuval, da se ne udari v glavo in poklical še preko telefonske govorilnice na številko 112. Ta izkušnja je bila dobra, ker v tem času je mimo prišla tudi ravnateljica in me je opazila. Mi ni povedala, ker je že bila zadeva proti koncu, ampak me je v glavnem odmoru preko ozvočenja tudi javno pohvalila. Ena mogoče pa malo bolj zoprnih izkušenj je pa bila, ko sem že deloval profesionalno na reševalni postaji Ljubljana, ko smo šli na avtocesto, kjer je avstrijski državljan doživel hudo prometno nesrečo, vozilo je zletelo s ceste, se je prevračalo in ta oseba je zletela dobesedno ven iz vozila in obležala s trebuhom in z obrazom, je ležala na tleh in z obrazom v tako majhni lužici. Zraven so bili pa 8-9 voznikov kamionov, mi jim rečemo radio žargonu špediterjev, in niti en ni prišel zraven, ker vsi so bili mnenja, pustimo, bojo že reševalci. Mi, ko smo prišli, je žal gospod bil mrtev, ne zaradi neke hude travme, hude poškodbe, ampak zaradi dejstva, ker se je utopil. Samo ena oseba bi bila pa dovolj, da ga prime za ramo in potegne obraz ven iz vode. Preden se predstaviva na vojaško področje, omenili ste zelo nizek odstotek tistih, ki so pripravljeni pomagati, ki smo pripravljeni pomagati. Torej, nekako se bojimo premikati ponesrečenca, mogoče se bojimo, da ga bomo še bolj poškodovali. Kaj pravite na to? Kako naj ljudje premagamo ta strah, pa tudi sram, ki ga doživljamo na cesti, ko nas nekdo gleda? Torej, kaj storiti? Ja, tu je večplastna dilema. Prvo je strah. Zdaj jaz vedno, ko učim, ko educiram, vedno jim postavim laikom eno vprašanje. Kaj lahko naredite pri človeku, ki je nezavesten in ne diha in posledično nima utripa? Se pravi, ne moramo zafrkniti nič.
Vodilo svetovne prve pomoči Rdečih križev je keep it simple, se pravi, ne kompliciraj. In zelo preprosto je to razložiti. Ko rešujemo življenje, se ne gleda na poškodbe. Zdaj, strah nas je tudi hrbtenice. Hrbtenica, ja, je zelo pomemben element, ampak morate vedeti, da se hrbtenica poškoduje že pri nekem hudem mehanizmu poškodbe. In nismo mi tisti, ki jo poškodujemo. Mi smo tisti, ki lahko vplivamo na to, bo ta človek preživel ali ne bo preživel. Zdaj, požrtvovalnost, človeška toplina ne igra nobene vloge pri pomanjkanju znanja. In te ljudi moramo mi reševati. Ogromno ljudi umre zaradi tega, ker ne pristopimo. Jaz ne nazadnje, spet se bom omenil, ko imamo tečaje, ko educiramo, jih vedno vprašam, z tega tečaja se boste vi danes peljali domov. In res ne bi želel, ampak če bi se vi poškodovali, zletite v nek jarek, v graben, tam ste, ležite, kaj bi si želeli zase tisti trenutek? In vsak reče, ja, da mi nekdo pomaga. No, v življenju pa ne moramo biti samo, radi rečemo, tisti, ki jemljemo, ampak moramo biti tudi tisti, ki dajemo. In to je tisti nek krog. Slovenija je zelo varna država in hvala Bogu in upam, da bo ostala. Vendar jaz bi si želel, da se lahko počutimo varne tudi na tem področju. Da vem, če se nam karkoli zgodi, da nam bo nekdo pomagal. In sram, nekomu pomagati, to sigurno ne moremo kategorizirati kot sram, to je čast. To je en tak specifičen, lep občutek, ko si nekomu pomagal, da preživi, ki ga ne morete dobiti vsak dan, ne morete ga biti deležni. In s tem, da ne pomagate, sami sebe oropate tega občutka. Lahko se dotaknemo pol še tretje stvari, to so pa tožbe. V Zakonu o zdravstveni varnosti in zdravstvenem zavarovanju v 2. odstavku lepo piše, in ga lahko citiramo, vsak je dolžan po svojih najboljših močeh in sposobnosti omogočiti osebi dostop do nujne medicinske pomoči in nuditi po svojih najboljših močeh in sposobnostih. Se pravi, kar je pa težko merljivo. Pa ljudje se bojijo, da bodo toženi in kazenskih odgovornosti. Jaz jih pa vedno vprašam, koliko pa vi dejansko poznate ljudi, ki so bili pravnomočno obsojeni, ker so nekomu nudili prvo pomoč. In skupina ostane nema, ker dejansko tega ni. In tu mislim, da moramo zbrati pogum, pogum pa dobiš znanjem. Znanje pa imamo krasne edukativne centre, kjer se to znanje lahko pridobi. Že na svetovnih dnevih oživljanja, evropskih dnevih oživljanja so delavnice po vseh mestih. Takrat se ustavite, udeležite se tega. Rdeči križ Slovenija izvaja tudi zelo dobre tečaje. Ne nazadnje tudi Slovenska vojska ima krasne zdravstvenike, krasne inštruktore, kar dokazujemo na svetovnem merilu, da znamo podajati to vrstna znanja, ki so še kako uporabna. Če samo se dotaknemo pa tistega, kar je najbolj pereče, zakaj ljudje se izogibajo znanju. Ne zavedajo se pa, da 70% hudih dogodkov, se pravi, ki so življenjsko ogrožajoči, se zgodijo doma. In zato je to znanje toliko bolj pomembno, da ga držimo na visokem nivoju. In ne, da smo zadovoljni, pa saj sem opravil vozniški izpit, prvo pomoč in to je to. Skozi leta se vse spreminja, tudi doktrina, vse je na nek način, pridobivamo statistične podatke in zadeva je potem tudi gledamo, kako lažje implementirati to znanje v laike. Zlatko Kvržič, kako se nudenje pomoči, prve pomoči, kakorkoli že v civilu, razlikuje od pomoči na bojišču? Verjetno na teh mednarodnih dogodkih srečujete tudi kolege v vojaški suknji, ki so vpeti v bojne akcije in imajo konkretne izkušnje. Torej, tudi vi kot glavni zdravstvenik v Slovenski vojski, kaj je vaše delo, zakaj vse usposabljate svoje kolege, pripadnice in pripadnike Slovenske vojske? Poslanstvo vojaške zdravstvene enote je v prvi vrsti, da nudimo zdravstveno varnost in zdravstveno zagotovitev pripadnikom Slovenske vojske. To je poslanstvo vojaške zdravstvene enote. Moja naloga kot glavnega zdravstvenika je pa, da težim in stremim k temu, da so naši zdravstveniki visoko usposobljeni. Zdaj, kaj je razlika strelne rane v civilni sferi ali pa v vojaški sferi, je praktično ni glede samega mehanizma nastanka poškodbe. Rana je rana, krvavi v civilu, krvavi na bojnem polju. Velika razlika je pa v pristopu, kjer moramo mi zagotoviti nek taktični pristop do tega ranjenca. In tu ravno educiramo vse 3 nivoje vojaškega zdravstva, kako in kdaj pristopati varno. Mi smo šli še korak dalje, sledimo tudi NATO usmeritvam,
kjer smo začeli educirati, že vrsto let educiramo tudi bojne reševalce. Njihova primarna naloga je bojevanje, vendar če se karkoli zgodi hudega njihovemu soborcu, so te bojni reševalci izurjeni v zaustavljanju hudih krvavitev, oskrbe dihalne poti in pa dekompresiji pneumotoraksa, se pravi, če so jim sesuta pljuča. In oni so izurjeni iz tega, da omogočijo, da ta pripadnik preživi, dokler ne pride višji nivo zdravstvene oskrbe. Tako da v vojaškem zdravstvu, vključno z mojim nadrejenim poveljstvom, resnično dajemo velik poudarek v edukacijo. Jaz vedno pravim, nudenje prve pomoči ne sme biti preveliko razmišljanje, ampak mora biti refleks. Refleks seveda, da upoštevamo vse elemente varnosti, ampak in takrat, ko gre za res, takrat šteje samo hitre, kratke odločitve in pravilne seveda. Jaz to vedno enačim urgenco ali pa oživljanje, ravno zdaj v teku je svetovno prvenstvo v nogometu, za sodnikom na zelenicah. On, če sprejme napačno odločitev, ima konflikt, ima konfrontacije vseh igralcev. In tu isto, če mi naredimo napačen korak, napačno odločitev, takrat je to izziv za nas vse. Moramo pa delati v tej smeri, da naši poškodovanci preživijo. Zato konstantna edukacija. Prej sem že omenila morda za ilustracijo te mednarodne izkušnje, morda res tudi z bojišč. Kaj vam pride na misel, katere zgodbe? Imamo precej kolegov, jaz tudi veliko sodelujem s portugalsko vojsko, tam oni so tudi veliko vpeti v mednarodnih misijah, imamo tudi z njimi sestanke, kjer dejansko se pogovarjamo na učenih lekcijah in primerjamo potem njihove in naše pristope. In iz tega izvlečemo tisti maksimum, kaj je dobro za nas. Hvala Bogu, Slovenija še zmeraj in upam, da bo tako ostalo, ni vpeta v neke konflikte, ampak ne nazadnje moramo pričakovati nepričakovano in biti takrat pripravljeni, kot Slovenska vojska vedno je. Kar nekaj pripadnikov Slovenske vojske takole pomaga na cesti ob kakšnih prometnih nesrečah. Kako ocenjujete to njihovo pripravljenost in tudi usposobljenost? Na drugi strani me tudi zanima to mednarodno sodelovanje in pomoč za to promocijo področja prve pomoči in varnosti. Pripadniki Slovenske vojske smo že nekajkrat dokazali, da nas ni strah. Že ničkolikokrat smo imeli podeljene tudi priznanje pripadnikom, ko so pomagali, ko so reševali iz reke. Ampak to jaz predvsem pripisujem tej naši vojaški miselnosti, kjer se učimo, ne samo učimo, ampak jaz mislim, da je to tudi klic. Nošenje slovenske uniforme, to je čast. Čast, ki pa pride zraven tudi s pogumom. S konstantnim usposabljanjem, s konstantno edukacijo enostavno pridobiš to prepotrebno samozavest, da pomagaš. Mi hkrati pa, ko učimo, ko educiramo, jim skušamo pa element varnosti ohraniti trezno v glavi. Ker ko se nekaj hudega zgodi, takrat mi padem, adrenalin vstopi v telo, mi smo v nekem afektu, željo, da pomagamo. Vendar tu se je potrebno zavedati, da je takrat slow is fast, počasi je hitro. In v glavi je potrebno imeti, da ko si na neki intervenciji, ko si v neki akciji, da se premikaš takrat po tem prizorišču tako hitro, kot je tvoja lastna sposobnost sprejemanja dobrih in pravilnih odločitev. Zato jaz tudi, prej smo omenjali gasilce, jih neizmerno spoštujem. Ne vem, če ste imeli kdaj možnost opazovati gasilce na terenu, oni nikoli ne tečejo, oni hitro hodijo. Ravno zaradi tega mi imamo nevarnost, ki smo jo zavarovali, smo jo omejili, ampak tiste mikro nevarnosti so pa lahko tudi zelo, zelo nevarne, ki nam lahko strežejo po življenju. Tako da zdaj v mednarodnem sodelovanju smo imeli tudi zdaj zelo lepo izkušnjo z Domom zdravlja Banja Luka iz Bosne in Hercegovine, kjer smo jim v duhu bilateralnega sodelovanja tudi smo povabili 20 njihovih zdravstvenikov, ki so prišli se educirati iz tečaja ITLS. In oni so bili navdušeni. Mi smo jim na nek način krepko odprli oči o novih pristopih, o novih načinih oskrbe človeka na terenu. Zakaj je ta ITLS tako dobra stvar? Zato, ker je to v bistvu sistematiziran pregled od glave do nog, vključno s hrbtom. In to, kar nas vojska že ves čas uči, če si sistematičen, ne boš ničesar spustil. In med temi 20 pripadniki smo mi prepoznali 7
potencialnih inštruktorjev, smo jih tudi educirali in so zdaj bojo, mislim, da takoj v začetku naslednjega leta bojo zaprosili Združene države Amerike, da prevzamejo ta chapter in da jim Američani podelijo licenco za edukacijo njihovih zdravstvenih delavcev v Bosni in Hercegovini. Se pravi, dejansko Slovenska vojska in pa v sodelovanju, to je treba povedati, tudi z reševalno postajo Ljubljana, ki je izobraževalni center in ona tudi podeljuje te licence, smo skupaj stopili in pomagali, da je v Bosni in Hercegovini se bo zdravstvo, se pravi, njihov pristop v predbolnišnični oskrbi dvignil na bistveno boljši nivo, kakor je bil do sedaj. Pozicija glavnega zdravstvenika je zelo lepa pozicija, vendar ni pozicija to, da sem jaz tu in zdaj mislim, da sem nad vsemi. Ko sem pristopil v vojsko, 10 let predtem sem delal na reševalni postaji Ljubljana in leta 2009 sem vstopil v sistem Slovenske vojske in tukaj sem si samo eno stvar sam sebi zaželel. Če bom nekoč prišel na kakšno mogoče vodilno funkcijo, si želim biti tak, bi rekel, nadrejeni, kakor sem si ga sam vedno želel imeti. In moje zavedanje je tu, da sem jaz tu, da pomagam mojim zdravstvenikom, da napredujejo tako profesionalno, karierno in pa na tem profesionalni osebnostni rasti. In tu res vse svoje sile vedno usmerjam v to, da si tu, da je vsak sleherni posameznik, zdravstvenik slišan in seveda, da jim pridemo nasproti. Moramo po eni strani slediti poslanstvu, viziji razvoja nadrejenih enot, po drugi strani pa ne smemo spati na naših lovorikah, zdaj smo mi najboljši, smo si dokazali, ampak konstantno težiti k razvoju in k napredovanju. Samo to je tisto, kar šteje. Mi se moramo vsi zavedati, da nihče ni tako majhen, da pomoči ne bi mogel nuditi in nihče ni tako velik, da nekoč te pomoči ne bi potreboval. Tako da s takim nekim mišljenjem skušam ohranjati to svojo trezno zavest in biti tu za ljudi in hkrati nuditi ves support našim pripadnikom, ko gre za res, ker takrat šteje samo znanje in nič drugega. Zlatko Kvršič, hvala za pogovor.